Berilo iz knjige Razodetja. Meni, Janezu, je angel pokazal reko žive vode, kakor kristal svetlo, ki je izvirala iz Božjega in Jagnetovega prestola. Posredi njegovih ulic in na obeh straneh reke pa drevje življenja, ki daje vsak mesec svoj sad in rodi 12 sadov, ker listi tega drevja so zdravilo narodom. In nobenega prekletstva ne bo več. Božji in Jagnjetov prestol bo v njem in njegovi služabniki mu bodo služili. In gledali bodo njegovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči, zakaj Gospod Bog jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke. In rekel mi je, te besede so zanesljive in resnične. Gospod, Bog preroških duhov, je poslal svojega angela, da pokaže svojim služabnikom, kar se mora skoraj zgoditi. Glej, skoraj pridem. Blagor mu, kdor ohrani preroške besede te knjige. Božja beseda. Bogu hvala. Pridi, Gospod Jezus. Pridi, Gospod Jezus. Pridite, prepevajmo Gospodu. Vzklikajmo Bogu našemu zveličarju. Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami, slavimo ga s pevi. Pridi, Gospod Jezus. Velik Bog je Gospod, v njegovi roki so globine zemlje, njegovo je morje, on ga je naredil in suho zemljo so oblikovale njegove roke. Pridi, Gospod Jezus. Pridite, v molitvi padimo na kolena, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, da bi danes poslušali njegov glas. Pridi, Gospod Jezus. Aleluja. Čujte in molite v vsakem času, da boste vredni stopiti pred Sina človekovega. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in skrbmi tega življenja, in da tisti dan ne pride nad vas nenadoma kakor zanka, kajti prišel bo čez vse, ki prebivajo po vsej zemlji. Čujte torej vsak čas in prosite, da bi mogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnji nagovor je iz nagovor in prošen od tedna za Karitas. Tako piše: dolgoletna sodelavka pri Karitas je ženski, ki je prišla po pomoč, povedala, da ima zaradi bolnega moža težek dan, a ker rada pomaga, je vseeno prišla na Karitas sprejemati pomoči potrebne. Gospa, ki je prišla po pomoč, je sproščeno poslušala sodelavko Karitas, jo sprejela in med njima se je razvil prijeten pogovor. Obe sta imele težave, a bili sta dovolj odprti, da so se lahko podpirali in si v danem trenutku pomagali. Sem kdaj pomislil, kako hitro ljudje zaznamo razpoloženje drugega. Zunanji znaki, kot je nasmeh, ljubeč pogled, so nujni za dober začetek komunikacije, a morajo biti iskreni.
Ljudje hitro zaznamo, če nas nekdo sprejme z odprtim srcem in nam prisluhne, ali pa je njegov nasmeh in pogled narejen in neiskren. Zanimivo je, da se to začuti celo pri pogovoru preko telefona, kljub temu, da človeka na drugi strani ne vidimo. Tako kot mi začutimo stisko pri njem, tudi on dobro začuti nepripravljenost pri nas ali pa pripravljenost. Zato je najpomembneje, da imamo ljudi radi, res iskreno radi. Če ljubimo, bo srce to sporočalo tudi, ko imamo slab dan in nismo najbolj razpoloženi. Ljudje bodo znali našo utrujenost, a tudi skrito ljubeče srce. In ne bo jim težko sprejeti, da imamo pač slabši dan. Ko se ljudje zatečejo k nam, želijo, da jih najprej poslušamo. Naša pripravljenost je odskočna deska v odnosu z njimi. Lahko odskočim ali ne, stopim v odnos ali ne, odprem srce ali ne. Včasih ni lahko biti na razpolago za pogovor. Nimam dovolj moči, da bi s potrebno pozornostjo, pripravljenostjo in navdušenjem poslušal bližnjega. Ni narobe, če sem utrujen, narobe je, če sem preponosen, da bi si to priznal. Takrat nastopi nevarnost, da človeka sprejmem premalo ljubeče ali morda celo z jezo. Ponavadi se tega niti ne zavedam. Kako pa se tak človek počuti po hladnem sprejemu? Janez dobro opazuje in prisluhne dogajanju, preda se življenju in se ga veseli. Veličina njegovega poslušanja je v tem, da kljub mnogim nerazumljivim podobam ostaja odprt za pot za življenje. V Evangeliju pa Kristus vabi k čuječnosti, spodbuja nas, da pozorno poslušamo. Bolj ko slišimo bližnje in Gospoda, bolj smo pripravljeni za služenje drugemu. Ko poslušam, se odpiram za nekaj, kar bogati vse nas in življenje nas vseh. Vsak izmed nas ima možnost in svobodo, da se odpre ali zapre. Kakšen sem jaz? Se trudim, želim, poskušam odpreti, še posebej to velja zame, ki sem sodelavec Caritas.